Hej, midva sva. Dives? In Lenart in danes bomo ugotovili, kako dobro se poznava. In ja, vse to sem imel napisan, ker pač rabim scenarij. Obletnico, to ne smem povedati na glas, moram napisati. Se vidi, sem premehno napisal. To je en dan pred mojim rojstnim dnevom. Tako. Tudi da si je malo lažje zapomniti. Ja, to je, jaz sem Lenarta dobila za rojstni dan. Za darilo. Čakaj, se smo to premislili. Ti veš že? Ja. Nič. Ne, res ne. Da zdaj delaš vse. Jaz ne, horoskopa pa res ne poznam, tako da mi nič ne pomaga to, da vem, kdaj imaš rojstni dan. Tako da... Je! Ok. Nekje globoko v meni sem to potegnil, tole znanje ven. To vem na pamet. Obe roki ali eno roko? V eni roki? Koliko je v eni roki? Okay. Ampak s tem pač trenutno treniram, da je to. To je to. Evo. Joj. Grozen font. Tako zgleda. Pač tako zgleda, da bi lahko. Včasih, trenutno pa ob dobrih dnevih. Ne ob dobrih dnevih, niti, ne. Okay. Je. Ta je bila lahka. Ja, ta je bila hitra, ja. A sva zadela? Ja, ker uvek se to, da imaš dva zmagovalca. Moškega in žensko. In to bi bila oba. Čakaj. Mislim, to je zdaj kako. A ni hecen, ker še sam neš. Ja. Čakaj, zdaj sem probala spomniti, kaj te največkrat vprašam, da bi ti jedel in pol pač rečeš ne. Recimo. Pa ne smeš napisati ne vem. Ne, pa tudi ne smeš govoriti, kako razmišljaš, kaj pa mi daješ idej. Kaj je? Bučke? Pa kje pa zelenjavo obožujem? Zelenjavo obožujem? Točno, ti nisi fan tortic. Nisem fan tortic, samo ne bom zdaj rekel, da se ne vem kaj je bilo vprašanje, da jih grozno... Ne, da kjer ne maraš hrana. Da res ne maram, ne. Ampak recimo, ok, te smetanaste tortice, to mi je nekaj takega, kar res... Tudi če ne, no, tako. Pol jaz pojem dve, še njegovo. Ja. Vprašanje, zdaj če gledamo. Kako dolgo življenjsko obdobje, ne? Ja, zdaj gremo zadnje... Ker nihanja so kar ekstremna, ja. Včasih nič, včasih tudi dosti. Rečemo zadnjih, ne vem, zadnji mesec, kad to imaš nekaj razpredljeno. To res, temu res sledim. Ja, zadnji mesec, okej. V bistvu ne veš, koliko jih spijem na dan? Ne, ne vem, ampak... Lahko vidiš pa na storijih mojih, dostokrat. Pa... Malo bolj natančni. Si na 43, 2 do 3. V povprečju, ne. A ja, vikendi mogoče, ko ni nobene.
Pa Koliko na velikokrat povprečni mi se delovni dan? zdi, da v zadnjem mesecu je bilo kar enih par dni, ko si mi ponosno povedala, ali da nisi spila nobene, ali pa da si samo eno. Zdaj pa, ali mi je njime povedala resnico? Ne. Ok, Ampak poprej kak dan, ko jih pa spijem ful. dobro, tudi res. Ko jih spijem, pa ne, ziher spijem 2, kako zjutraj, če Glej. imam čas in narediti, in pol ziher eno še med delovnim dnevom. Tada, Wow, koliko se lahko še spoznava. joj, kaj, zdaj se ne bom spomnila pravega imena. Lahko ga narišeš ali pa napišeš, ne vem, film ali pa lik, ki ga je igral. Ampak nariš ga, če se ne spomniš imena, to bo najbolj zabavno. Narisala sem kladivo. Yes! Njega pa nisem imela časa narisati, ker da jo sam 7 sekund, če bi dali mi, ajde, minuto bi šlo. Ja, meni je Chris Hemsworth. Videl sem, Thor. jaz sem ga ja, Thor, pač Thor mi je itak najljubši Marvelov lik, fan Marvela sem. Pa videl sem ga parkrat delati v živo na setu in mi je the best, kakšen ima attitude do tega, kako se ne jemlje preveč resno in je hvaležen za vse priložnosti, ki jih ima delati to že od tega. Največji strah. Dobro. Letenje ne, višina ne, globina ne, voda ne. Težko se prebere, da ne bi dobro izkoristil časa, ki mi je dan. Strah pred neuspehom, a je to podobno? Jaz mislim, da je v podobno smer. Ja, v bistvu pač. Strah pred neuspehom, pač Ampak ja, doseganje cilja. konkretno to. Da ne bi izkoristil časa, ki mi je dan. To je, A je lahko to točka. Jaz bi pač rekla, da Ne želim napisati kar nekaj samo zato, da bi napisal nekaj. pa napiši, kaj misliš. Mislim, to bom dolgo pisal. A veš, da A pač lahko, evo, jaz bom povedal, zdaj pa če se zadev sem zdaj. Jaz mislim, da nasplošno Nina bi si želela raje izkoristiti čas za druge stvari, kot za gospodinjska opravila. Ni pa enega specifičnega, ki bi ti šlo najbolj na živce. bravo. Aha, to bi zdaj kot da moram videti v prihodnost? Ali pa koliko bi jih imela, če bi jih imela? Aha, recimo to. Blizu. 3 otroke! Jaz sem razmišljal čisto iz te perspektive, da se mi zdi... Praktičnega vidika, s katerega 3 otroke. To je dosti. Ja, ne, dosti, ampak jaz sem razmišljal z vidika otrok, da se imajo otroci verjetno fajn, če jih je več, ko imajo več bratov, sester, tako. To je res. To je bil moj vidik. Jaz se point of včasih view sprašujem, ali s razmišljanja. 3 otroci več dela ali manj dela, kako se oni med sabo igrajo in čuvajo. Pa sem razmišljal o tem, koliko je dela, koliko naporno je to zate. Naporno je to mogoče zame, ampak ja. Jaz mislim, da bi zmogla 3, no, če smo že Ja, pri tem. bi mogla karkoli. Ok. Nisem vedela dobro, kaj pričakovati od tega intervjuja, ampak je bila ena od brez izkušnja. Ja. Zdaj veva, koliko približno otrok bova imela. Če nismo imeli do zdaj načrtov, jih imamo zdaj. Dobro. In ugotovila sva, da se kar dobro poznamo, a ne? Ja, v bistvu se zelo dobro poznava. Kot je iz tega očitno, smo na džungli, lajkite, subscribite, followajte oziroma vse ostalo, kar se za družbena omrežja spodob. In to sem povedal improvizirano.
Bravo.